V prejšnji oddaji smo se na primeru hiše v Domžalah dodobra seznanili z nepričakovanimi ovirami in problemi, s katerimi se lahko soočimo ob gradnji hiše. Tokrat pa bomo pokukali še v njeno prav tako izjemno notranjost. Jasna in Miha sta ob pomoči arhitektke v tej hiši ustvarila 225 udobnih in stilsko dovršenih kvadratnih metrov, ki zadoščajo za občasno celo 7-člansko družino. Jasna in Miha, zelo sem vesel, da se lahko posvetimo še notranjosti te vaše čudovite hiše. Torej, eno izmed osnovnih vodil je bilo verjetno to, kam bomo spravili 7-člansko družino. Ja, sigurno na začetku, ko so se pogovarjali, kako zgraditi tako hišo, so potem malo gledali kvadrature otroških sob in so rekli, Madonna, to pa hiša, ki mora imeti 300 kvadratnih metrov. Potem smo nekako uskladila pričakovanja, pa tudi videla ideje na internetu okrog teh vzdignjenih sob, tako da smo potem splanirali hišo, ki je zelo funkcionalna in smo dali neke rešitve, kjer so na manjši kvadraturi dosegali isto učinkovitost prostora. Jasno, in zdaj po tej maketi se lahko zelo nazorno sprehodiva po vaši hiši in celo okolici, celo v bazen lahko skočiva. Res je. Maketa je super stvar, da si lahko v bistvu predstavljaš, kako bo tvoja hiša izgledala in si tudi malo zamisliš notranjo opremo. Se pravi, dovoz, tukaj je glavni vhod. Prideš najprej v predprostor, ki nekako loči čisto cono od tega predela, kjer se preobuvaš. Tu so stopnice, ki vodijo gor. In če stopiva najprej v največji prostor, ki je dnevna in pa kuhinja z jedilnico. Velika jedilna miza, kuhinja, zelo vse funkcionalno, 2 pomivalna stroja in pa taka malo zaseben kotiček skrit zadaj za steno, kjer je res ogromen kavč, kjer lahko smo čisto vsi, vseh 7, velika televizija, počivalnik. Potem pa, če nadaljujeva, je tukaj sobica, ki je za našo živo, je tudi nekako dvofunkcionalna, to je tudi Mihatova pisarna. Zadaj je kopalnica z tušem, za goste, za živo, kakorkoli, če greva pa tukaj čisto v tale delček, je pa utility, kjer imamo pa garderobo za čevlje, perilo, torej vse stroje in tako naprej, in pa stopnišče smo lepo izkoristili za shranjevanje čevljev. Po stopnicah se vzpnemo v prvo nadstropje, kjer je otroška dnevna soba oziroma igralnica. Dolg hodnik nas popelje do 4 otroških sob. Otroška kopalnica pa se nahaja na drugi strani igralnice, ob stopnišču. Vrata v spalnico vodijo prav tako iz igralnice. Poleg prostora s posteljo sta tu še kopalnica za starše in savna. Imela sta zelo zanimiv način usporejanja idej. Opišite nam še to. Ja, verjetno je to malo tudi iz posla, ker smo navajeni v poslu vedno sklepati neke kompromise in se rekla, tako, ko se lotiš hiše, ima vsak neko svojo vizijo in se sklenila en dogovor, da za vsako sobo, se pravi otroške sobe, nek stil otroških sob, stil spalnice, kopalnice in tako naprej, vsak najde na internetu stvari, ki so mu všeč, jih natisne in potem so se parkrat zvečer usedla in potem drugemu izločila tisto, kar nama ni bilo všeč, da so prišla do nekega ožjega izbora. Gospa Okorn, kako je s slogi v tej hiši? Ja, v bistvu meni bo že na prvem sestanku jasno, da imata Jasna in Miha zelo izrazit stil. Jaz, ko sem prišla na sestanek, sem najprej dobila 5 cm debelo mapo z vsemi prostori, kaj je všeč enemu, drugemu, označeno s puščicami, tekst in tako. Se pravi, Miha ima zelo rad industrijski stil, se pravi, tako malo bolj moški z črnimi detajli in tako. Jasna pa tako malo bolj topu stil, pastelni, se pravi skandinavski. Tako da v bistvu samo hišo smo zastavili kot kombinacijo industrijskega in pa skandinavskega stila. In kje se zdaj vidi enega in drugega? Ja, v teh dnevnih prostorih, se pravi v pritličju, prevladuje industrijski stil. V kombinaciji s kakšnimi pastelnimi detajli, tako kot je kavč v dnevni sobi, recimo beli stoli. Drugače detajli, tako kot te velike luči, velik kuhinjski črn otok, črna stena, so pa bolj Mihatovi. Tudi v kopalnici so bolj temni toni s črno armaturo in tako. V spalnih prostorih, kjer pa v bistvu je malo bolj udobno, moramo biti bolj sproščeni, pa prevladuje skandinavski stil. Kadar so doma, se zberejo za veliko jedilno mizo. Ob praznikih, ko se zbere vsa družina s sorodniki vred, pa je mizo mogoče podaljšati tako, da se okrog nje udobno posede 12 ljudi. Na steni v kuhinji kraljuje velik urnik, ki je pri tako številčni družini skorajda nuja. Ideja za oblikovanje velike površine, kamor je mogoče napisati tedenski načrt, obšolske, družabne in službene obveznosti, se je porodila Jasni in Mihu.
Sicer pa poleg tega, da hiša čudovito izgleda in je sodobnih oblik, je bilo vaše vodilo praktičnost, izkoristek vsakega kotička. Kje vse sta to naredila? Ja, mogoče dva razloga sta za to. No, ena je tudi, da smo tako imenovana sestavljena družina, se pravi, starejši otroci prihajajo bolj čez vikende k nam, ko smo pravili tudi te sobe narediti nekako, da imata svoj prostor, ko prijeta, ampak da so po drugi strani sobe lahko uporabni tudi za sobe za goste. To je ena taka stvar, drugo pa, da smo, ko smo pohištvo planirali, smo probali pohištvo narediti, tako da je res izkoriščen pod vsako posteljo, vsaka omara do konca je izkoriščena, tudi kakšni prehodi med sobami. V določenih sobah nam grejo omare iz ene v drugo sobo kar čez steno, a ne da smo še tam pridobili po 20-30 cm prostora. Pri nas je veliko pranja, vsak dan nekaj strojev in je super, da v bistvu pod cevi zgornjega nadstropja otroci sami mečejo obleke umazane noter in jih bolj tudi sami ločujejo na belo, barvno in črno. Tako da je res vse zelo tako premišljeno pa dovršeno in zdaj v bistvu vidiva, da ta nekako 225 kvadratov je več kot dovolj za nas. Ko se povzpnemo po stopnicah v prvo nadstropje, vstopimo v igralnico, ki predstavlja neke vrste stičišče za vse otroke. Vsak izmed njih ima namreč lastno sobo, kamor se lahko umaknejo, kadar se jim zahoče nekaj miru, sicer pa se najraje družijo v živahni igralnici. Stene, ki ločijo otroške sobe, so narejene iz mavčnih plošč, tako jih je mogoče, ko bodo otroci odrasli, tudi porušiti in povečati površino posamične sobe. Ja, mogoče še to, da smo v zgornjem nadstropju precej širok hodnik, v celoti namenili v bistvu garderobnim omaram, ki so vse do stropa, ki je nekoliko bolj visok in tja spraviš svašta. Tako da ima v bistvu vsak otrok, ko stopi iz svoje sobice, ima točno pred sabo svoj del omare. Noter so tudi razne najine posteljnine, torbe in tako naprej in potem v sobicah ni več potrebe po omarah in shranjevanju in naenkrat ne rabiš več tako velike sobice, je 12 kvadratov, čisto lepa soba za spanje, učenje in pa igro. In pa s tem dvignenim pogradom narediš dvoje, v bistvu otroci zgoraj samo spijo, zvečer, ko so čisti, spodaj pa je pod narekovaji še ena posla, v bistvu kavč, kjer lahko ali prespi prijatelj, ali počiva, bere se, igra. Vse to je zelo enostavno pralno, funkcionalno in pa vsi ti podesti na višinah imajo ogromno predalov, kar je otrokom sploh zanimivo, si lahko shranijo vse živo sem in tja, ne? Je vedno tako pospravljeno v omarah? Danes je malo razmetano, no. Ne. Vse je bilo neke nervoze okrog tega vašega prihoda, tako da običajno je malo bolj, ampak... Mislim, tako pospravljenih otroških omar, ne vem, mislim, da še nisem videl. Ja, mislim, da je to kar vzrok moja mama, jaz sem bila tako vzgojena, za me je to edino normalno in enostavno tudi me nekaj ne obremenjuje, to se vsak dan sproti naredi. Na kateri del vajine hiše bi rekla, da sta najbolj ponosna? Ja, jaz bi kar rekel osebno, da mi je najbolj všeč ta spalni del in pa najina kopalnica. Mogoče gre še ena čisto kratka anekdota, da spalnemu delu od Jasne babica reče delovna soba. Tam so se najini stili najbolj ujeli, pa tudi nekako najbolj dovršen mi izpade. Ponosna sta tudi na skupno igralnico, kjer je na kupu zbran ves nabor otroških igrač, čeprav ta del hiše sprva ni bil namenjen igri. To je mogoče tudi tisti del, kjer so edinkrat zašli stran od prvotnega arhitekturnega načrta. Tam je bil predviden prostor za nek bolj impozanten lestenc, ki bi iz enega nadstropja segel v drugo, ampak bi pa to zmanjšal ta prostor, ki je zdaj otroška igralnica, pa se potem odločila, da se jim da prednost funkcionalnosti pred estetiko, pa mislim, da je zelo lepo za funkcionirati v praksi. Ampak v resnici, če sem prav slišal, nista nujno vezana zgolj na tole lokacijo. Ni nujno, da boste tukaj vrgla sidro in to je to, ne? Ja, mi da običajno ne mečeva preveč sidra, no. Tako da, vsaj jaz se kar nekajkrat celil, jaz pravim tako, hiša je super, ne pravim pa, da je onako prav, to je pa nekaj, kjer bom do smrti preživel. Bomo videli. Jaz tudi mislim, da s tem razmišljanjem absolutno, mogoče se bomo drugo leto selili. Miha se je že 10-krat, mogoče se bomo 11-ič. Hočem samo povedati to, da življenje v različnih ciklih prinaša različne potrebe, ne? In mislim, da tudi do hiše se obnašaš, ne vem, manj prestrašeno, bolj si mogoče drzen z nekim stilom, kakorkoli, ker pač jemlješ to kot prostor, kjer bivaš in ti mora nuditi ugodje za tisti čas. Mogoče bomo kasneje živela kje, ne vem, v hribih ali pa na morju ali pa v tujini. Tako da ne, mislim, ni to zdaj do smrti, ampak mogoče pa, ne vem.